je trup goveda, ki še ni označen, vedno stehtata dva trupa skupaj, vedno govorimo o tehtanju tople polovice in ker je v bistvu res topla, medtem ko se je žival zaklala, do tega trenutka je poteklo 40 minut in sedaj se stehta, zato govorimo vedno o topli polovici. Če boste videli zapisnik, boste včasih plačani po hladni teži. In klavnica avtomatsko 2% odbije in teh 2% se predvideva, da se steče voda, da se pri hlajenju skalira trup in to je tistih 2%, zato vedno dobite plačano, včasih je bilo po hladni teži, sicer pa ste stehta topla teža takrat, ko je polovica stehtana. Če gremo zdaj naprej, če se spomnite te palčke, kjer je nekdo nalagal to ušesno številko, poreklo isto. Torej, če je poreklo slovensko, lahko da stvorimo živali in delamo neko novo sledljivost, govorimo spet o enem koraku naprej in če na osnovi tega dokumenta, če govorimo o sledljivosti, na osnovi tega dokumenta, če gremo nazaj, pridemo do skupino živali oziroma do imetnikov živali, ki so to živali dali v zakon. Na tak način potem izgleda skladilnica, kjer se vsi ti trupi ali pa posamezni večji makrokonfekcijski kosi označeni z sledljivostno etiketo. Seveda, vsaka četrt je označena vsaj po eno sledljivostno etiketo in te etikete zagotovo ne izpadajo. Te etikete lahko vidite tudi na prodajnih policah, če greste kupiti neki večji makrokonfekcijski kos, vam bo mesaro zelo je bilo zanimivo predavanje, sem zelo vesela, da sem se ga odrešila. Predvsem je bilo zelo strokovno in meni je veliko pomenilo, ker sem toliko več znam, ki jih malo kdaj lahko kje si ne vzamemo časa, da bi prečitali. Tu pa le dejansko nam zelo, zelo lepo povedo in tudi nas marsikaj naučijo. Ne vem, pač vsaka stvar ima svoje podrobnosti. Če bo koga to zanimalo, brez problema mu pošljemo, lahko bere. Zdaj, kaj bi vam pa rada povedala? Torej, zdaj malo o schemah. To je glih tisto, po čem se bi pač scheme kakovosti se bolj ločijo, ali je to, ne vem, geografsko ločeno, ali se po neki pridelavi loči, da je, ne vem, integrirano ekološko, da je nekaj boljšega, naravi prijazno. To nam torej pove schema kakovosti, zato se je potrebno torej opredeliti, v katero smer torej bomo šli. Jaz bom vam bolj na koncu tudi pokazala, kaj si pri potrošniki, katere blagovne znamke oziroma scheme so bolj prepoznavne in kaj si želijo, ker kupci, ko se enkrat navadijo, ne vem, izbrane kakovosti, ekološkega, česarkoli, ne gledajo vse drugo, ampak iščejo tiste znake. Zdaj pač odvisno, kakšnega potrošnika imamo. Imamo potrošnike, ki gledajo samo na ceno, ampak ko pa imate enkrat potrošnika, ki ve, kaj kupuje, da, ne vem, rajši kupi malo manj, pa tisto kvalitetneje, ker je več vitaminov, več vsega not, pa je to lahko zelo pomembna stvar. In to je praktično za tiste, ki pač delate na kakovosti, se mi zdi smiselno, da imate tudi neko schemo ali pa kakorkoli. Je pa seveda, če imate višje, še posebej za tiste, ki sodelujete z javnimi zavodi, naprimer, imate velike količine sadja, mleka, ne vem, tudi meso. Javni zavodi imajo tiste bilance in lažje pridete v njihov sistem, če imate schemo kakovosti, ker z ceno najnižjo sigurno ne boste prišli not, je torej edina varianta scheme kakovosti, kjer imajo tistih 20% ali koliko že je javno naročanje, da pač preko schem kakovosti. Tega ne smeš prodajati. Isto je, če imaš ekološko ali imaš bilo kjeri,
potrošnik mora vedeti, kak izdelek ima. Zdaj pa, če tudi rečeš, ok, vse vem, vse je dober, ja, ne mora biti znak gor, ne, ker je pač tak predpis. Predavanje ima delno dejavnost za lažje delovanje s kacom. Problem. Princip tega delovanja je, da zadeva prihaja od spodaj navzgor. V praksi se je nažalost do sedaj pokazalo, da ni vedno tako, da ta princip v bistvu tudi pri večini naših projektov v Sloveniji je prihajal od zgoraj navzdol, se pravi, ali so bile neke vsebine, ki so jih dale fakultete, ali so inštituti, ali tudi svetovalna služba oziroma zbornica. Če je dala svetovalna služba oziroma zbornica, je ta del že nekako prihajal iz potreb samih kmetov. Se pravi, tukaj se zbirajo te potrebe in se pripravi neka ideja, kako te probleme reševati. Oblikuje kliknemo strokovnjaka. Isto datum zakola 15.7. In pa lot številka R70. Gre se navzdol in v bistvu od vas zahteva geslo. Za ta primer demonstracije vpišete geslo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. In preveri poreklo. In vidimo, ko smo odprli in imamo v bistvu dva podatka, oziroma dva okna. Eno okno meso in eno okno je indikatorji trajnosti. Zdaj, ko je obtekljeno meso, potem vidite, da imate dve ušesni številki živali. Zato, ker smo kontaktirali, da prihajajo živali iz dveh kmetij. Lahko pa bi se dve živali iz ene kmetije, tudi to je možno. In če imamo, kliknemo žival, številka živali, da je bila zagnana starostna kategorija, koliko je bila teža toplega trupa, koliko je bila teža hladnega trupa, kater razlog in pa kakšna je bila stopnja zamaščenosti. To so te podatki, ti podatki potrošniku nič ne pomenijo. To pravzaprav za potrošnika niti niso pomembni, so pa pomembni podatki, zakaj, recimo, koliko je bila ta žival do 24 mesecev, zakaj je imela 300 kg, zakaj pa 294 kg hladne plodi, zakaj ni imela več, teža in potem zamaščenost in te stvari. To se vidi tudi za drugo žival, ki je bila težja, iz druge starostne kategorije in zopet vse podatke, ki jih vidi potrošnik, se pravi od kmetije modre, kmetije Ramšak, Kaze, Laško Kaže, Rače, Kaze, Šaleška dolina, vse to, kar je v tem delu. In potem, če gremo še na indikatorji trajnosti, zopet imamo podatke za eno in za drugo kmetijo. In imamo tukaj osnovni podatki kmetije. Potem imamo, kakšna je sestava živali, živinoreja, se ukvarja s živinorejo, katere pasme imajo, koliko imajo zemljišč v uporabi, koliko imajo gozdnih zemljišč, da je bil veterinarski pregled, certifikati, potem indikatorji trajne rabe naravnih virov. Sem prehiter. Informacije o sistemih, kako se traje. Pa si kakovostno ali vrhunsko, torej izvor vitis vinifera. Vse ostale zadeve, kot so Jurka, Šmarnica, Izabela,
pa tudi Quinton, hvala lepa, Gamaj, so pa alkoholne fermentirane pijače iz grozde, jurke, šmarnice, Izabele in tako naprej. Ne? Ampak mi bomo danes govorili o vinu. In mi kot vinarji se vsa leta trudimo, da bi to pijačo povzdignili, ker ta pijača je malo teza. Veš, pa ti izzivi, vemo pa, kje se rodi vino? V vinogradu. Kakšna je pridelava grozdja? Zahtevna, mukotrpno delo, ne? In vino se rodi v vinogradu. Ampak vedno so izzivi posameznikov, kak bi pa bolj po oni poti prišli do te pijače, ne? Ki je še vedno najbolj žlahtna. Zato ima vino zelo, zelo zahtevno zakonodajo. In vinska zakonodaja je ena najkompleksnejših, najzahtevnejših, ampak ko govorimo o vinu, ne govorimo o alkoholu. Ne? Sicer vsebuje od 10 do 8,5 do 15% alkohola. Ampak ta alkohol je tako žlahtno komponiran z ostalimi sestavinami, da, kot je zapisal Plutarh, da je vino med pijačami najprimernejše, med hrano najokusnejše in med zdravili najprijetnejše. In zato smo se mi kot vinarji zelo trudili, da bi vino sprejeli Svetovna zdravstvena organizacija kot živilo. In, ker je bilo to sprejeto, smo zdaj še pod živilsko zakonodajo zapadli, ne? Še dodatna zadeva. In zaradi tega je potrebno nam kot vinarjem, poleg osnovne kletarske evidence, ki jo zahteva, veleva zakon o vinu, oziroma register pridelovalcev grozdja in vina, moramo, tu ste glavnina tisti, vsi ste naredili kletarski tečaj, ne? Janko ni. Tudi Janko je. To se pravi, jaz sem vesela, zdaj smo samo naši med seboj, vsi od vas ste opravili 42-urni tečaj osnove vinarstva za dobrogovanje in ustekleničenje vina. Nekateri ste, ne vem, kjera, zadnji ste 94. generacija, ne, tam zadnja klop, štirje, ne. Aleksandar, ti si 93. generacija, ne. Mirna vina, bela, rdečka, staroze, ki so deželna, je skupnega žvepla, tista, ki imajo do 5 gramov cukra, 210, za tiste, ki imajo več kot 5 gramov cukra, 260, za rdeča 160, suha in tista nad 5 grami 210. Če pa gledamo vrhunska vina, pa bela in roze do 7 gramov imajo 140, 180, 240 vina z ostankom, rdeča 140, suha oziroma z ostankom 180 in potem imamo pozne trgatve do 300 skupnega, izbori do 350 in suhi jagodni izbor ledeno vino do 400.